Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, Celjani so spet ujeli zmagovalni korak in povečali svojo prednost na vrhu lestvice pred gostovanjem Varšavske legije v konferenčni ligi. Mariborski trener Feđa Dudić v ligi nabira točke, v klubu pa odpira nove fronte. Olimpija je znova izgubila, tokrat v Kopru z 1-0, 6 točk zaostaja za mesti, ki vodijo v Evropo. Jaka Bijol je drugič zapored igral za Leeds, več o evropskem nogometu v drugem polčasu, na koncu v sodnikovem dodatku pa ne zamudite kviza. Marko Cirman ga je tokrat pripravil. Živijo, Marko. Lep pozdrav. Tu je Boštjan Janežič. Dober dan. Tam je Jože Pepevnik. Zdravo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Ok, Celjani so spet zmagali. Marko, a so potrebovali poraz prejšnji teden, da so se sprostili, da niso več razmišljali o tem, da morajo neporaženi naslov osvojiti? Zgodil se je tisti poraz z Muro. Jaz bi rekel, da predvsem Celjanom se vidi, da so začeli padati v tem psihološko-mentalnem smislu, ker ko si varovanec Alberta Riera, je pač tako, da moraš biti ves čas, pa ne tako v fizičnem smislu, ampak predvsem v psihološkem smislu na zelo, zelo visokih obratih. Tisti slab dan po gostovanju na Irskem v Murski Soboti se je pač zgodil, ni pa Celje blestelo proti Aluminiju, daleč od tega. To je bila ena takšnih tekem, ko bi jo Celjani v preteklih sezonah gladko izgubili na domačem igrišču, ampak zdaj je vendarle ta zasedba tako kakovostna, da se zna tudi proti zelo žilavemu tekmecu in zelo napadalno usmerjeno v tranziciji tekmecu dobro zoperstaviti. Imeli so Celjani tudi nekaj sreče. Aluminij res prenisko, tako kot Mura se mi zdi na lestvici, ampak gladko bo v letošnji sezoni obstal, če ne bo prevelikih kadrovskih sprememb januarja. Celjani pa niso več tako, ne bom rekel, da suvereni, ampak tako klinični pred golom oziroma ne kaznujejo več tako hitro tekmeca, kar je zagotovo. Nekaj je to, kar sem rekel, ta psihološka utrujenost, drugo pa je tudi seveda to, da se zdaj tekmeci pa že znajo dobro tudi pripraviti na Celjane. Jura Arsić je bil že na prvi tekmi v Kidričevem zelo blizu, da bi Celjane presenetil, ko so igralci Aluminija vodili z 2-0, pa na koncu Celjani po nekih individualnih potezah spreobrnili potek tekme in zmagali s 3-2. Tako da Jura Arsić je en tak, se mi zdi, da kar malo podcenjen trener v slovenski ligi, da se ne pogovarjamo dovolj o njem, da je res en tak posameznik, ki dobro dela v tem klubu, B pa tudi zelo, zelo dobro razume nogomet, zelo razume taktiko in temu primerno je tudi nastavil vse glede na kader, ki ga ima na voljo v letošnji sezoni in ena dobra zgodba v Kidričevem. No. Ja, Aluminij ostaja v zlati sredini na lestvici, oktobra sicer brez ligaške zmage, le v Ajdovščini pa je izgubil proti klubu, ki je nižje na razpredelnici. Omenil si Juro Aršiča, nekaj iskric ob klopeh med obema trenerjema? Ja, ampak to Alberta Riero preprosto hrani. On, če je preveč mirna tekma, če ni stresa, če ni adrenalina, je pravzaprav kar nesrečen, bi lahko rekli. Mora biti seveda to del njegovega značaja, to ali pa španske folklore na klopeh, bi lahko rekli. Tega mi nismo vajeni in za nas je praktično vsak tak trenutek že kontroverzen, že meji na incident, ampak tako pač je. Albert Riera pač tako deluje. Ne more iz svoje kože, rad, pa ne bom rekel, da provocira, ampak rad ima ta nek kontakt z nasprotnikovimi trenerji, ne toliko z igralci, bolj s trenerji, da je to neke take zdrave provokacije zaslediti seveda na klopeh, ampak ja, Jure Arsić bi seveda imel svojo plat zgodbe, ampak pustimo to, ni bilo nič kaj takšnega, slučajno se je potem zakuhalo tudi z rumenimi kartoni na obeh klopeh, ampak ni več omembe vredno, da bi to v ponedeljek še kar premlevali. Legija zdaj prihaja v četrtek, pričakovanje v celjskem taboru, evropska sezona se je odlično začela, se bo tudi tako nadaljevala?
Ja, želimo si vsi tega, je pa Legija zdaj v precejšnji slabši situaciji, kot je bila v začetku sezone. Zamenjali so trenerja, mislim, da še Bjelica, ki naj bi bil trener, ni potrjen, tako da zdaj trenutno delujejo pod njegovim se pravi, pomočnikom prejšnjega trenerja, to je Injaki Astis, in morda bomo dobili v četrtek tekmo dveh španskih trenerjev, kar bi lahko bilo zelo zanimivo. Eduard Jordanescu je bil le 24 tekem na klopi Legije, ki v letošnji sezoni ne gre tako dobro oziroma ni tako prepričljiva, kot so si pri 15-kratnih poljskih prvakih želeli biti. Uganka, ampak Celjani bodo morali seveda igrati precej bolje, kot so proti Aluminiju, kajti proti Aluminiju je Albert Riera dejal po tekmi, da je v vsaki besedi, pravzaprav, ko je opisoval tako obrambo kot napad, je uporabil besedo almost, torej skoraj, se pravi daleč od popolnosti, ki jo zahteva, ampak proti Aluminiju je to še šlo skozi, proti Legiji pa zanesljivo ne bo, tako da bodo morali Celjani seveda popraviti. Je pa res, da je motivacijski efekt povsem na drugačnih obratih, zdaj, ko pride tako velik poljski klub z armado svojih navijačev, in mimogrede tudi danes sporočilo od kluba, da je stadion že razprodan. Prihaja pa tudi slovenskim reprezentantom. Peter Stojanovič je član Legije, igra skoraj vsako tekmo, ampak redko začenja tekme. Od zadnje reprezentančne akcije je začel le eno tekmo, in sicer pokalno. Legija je izpadla proti Pogonu iz Ščečina. Dušan Stojanovič sicer v poljski ligi igra približno vsako drugo tekmo, je pa Jagelonija dvakrat zapored izgubila in zdaj že zaostaja na drugem mestu za vodilnim Gornikom za 5 točk. Kapetan Gornika je Erik Janža, on pa je nosilec, standarden in vse skozi igra, za razliko od svojega soigralca, občasnega slovenskega reprezentanta Luko Zahoviča, ki ima minut za približno 2 tekmi v celotni ligaški sezoni poljskega prvenstva. Če smo že pri upoklicih in pri reprezentanci, za hrvaško reprezentanco pa upoklic Franka Kovačevića. Videl sem mim, ki je kar krožil po hrvaških medijih, in sicer, da ga je želel Kek upoklicati, da bi torej igral za Slovenijo, pa je potem rekel, ne, jaz bom samo za Hrvaško. Je bilo kakršnakoli resnica na tem, ali kdo karkoli ve o tem, ali je bila tole šala in so vlekli vzporednice, Kek, nekdani trener na Hrvaškem, Franko Kovačević igra v Sloveniji. Mislim, da nikoli, tudi ko smo ga spraševali, je vedno rekel, da bi rad zaigral za hrvaško izbrano vrsto. Kdo karkoli ve o tem? Da je enako potrjeval. Da, Marko? Ja, ampak uradno ni bilo nič zanesljivo, si znam predstavljati, da bi si ga Matjaž Kek zelo želel v svoji reprezentanci, ampak Franko Kovačević ima v glavi samo hrvaško reprezentanco, seveda. To je velik uspeh, če bi nogometašu iz slovenske lige uspelo priti v tako eminentno reprezentanco. Težava bo za Celje, oziroma težava za ljudi iz pisarne, ker pravzaprav ti slovenske lige ne moreš za dvomestno številko prodati katerega koli nogometaša. Poleg tega je Franko Kovačević star 26 let in to je na trgu že nogometaš, ki je na napačni strani svojih let, se pravi, da je že kar morda prestar za kakšen bajen prestop. Iz slovenske lige ga za razliko od Hrvaške nikako ne moreš prodati za res velik denar. Si pa Franko Kovačević naprej pridno nabira statistiko, 25 gole dosegel proti Aluminiju, proti Makolam je recimo 2krat zadev, pa obakrat šel po mrežo po žogo in jo nesel na sredino igrišča. Tako zelo željan je napredovanja in seveda izboljšanja svoje statistike, ve, da igra v življenjski formi, ne ve, dokdaj bo trajala, zato si želi pravzaprav iz vsakega strela zabiti gol in popravljati svojo statistiko, ker januarja se bo seveda v njegovo korist zgodil prestop. Rekel si dvomestna številka, verjetno v milijonih govoriš, torej še 6 milijonov. Ja, mislim, težko bodo dobili v Celju 10 milijonov za Franka Kovačevića. Za 10 evrov bi ga še jaz kupil. Ja, za 10 evrov. Ja,
še za Liverpool. Liverpoolu se tudi ni splačala. 16-mestna cifra za vse te prestope. Je bilo veliko cifer. Okay. Gremo v Maribor, zmaga proti Bravu, Jože, ta konec tedna. Prejšnji teden si v podcastu omenil, da bo Feđa Dudić presenečen, ko bo doživel Stožice proti Bravu in res stadion je kar sameval, nekaj 100 gledalcev je bilo skromno vzdušje in Sarajevčan je bil znova začuden. Ne? Ja, pritoževal se je, priznal, da ga muči nekako dejstvo, da je v bistvu tudi v Mariboru malo ljudi na tribunah, ko Maribor je tiste 3 ligaške tekme pod njegovim vodstvom odigral dobro, potem seveda to je bilo še pred pokalnim madežem v Grosupljem in sem takrat rekel, da to, kar pa 1. novembra v Stožicah čaka Feđo Dudića, ga pa verjetno kar vrglo na tla oziroma vrglo na rit in res bil je zgrožen nad tem, kar se je nekako zgodilo. 3-mestna številka, bližja, 250 gledalcev so napisali, da nimo pri Mariborskem večeru, da se je zbralo v Stožicah na tej tekmi. Maribor si je kupil nekaj miru s to zmago, želel bo tudi proti Radomljam pred reprezentančnim premorom zmagati v gosteh in tako nekako obdržati ali pa se utrditi na drugem mestu. Feđa Dudić je, kar je najpomembneje zdaj v teh dneh, očitno prečrtal nekatere nogometaše. Ni bilo Mbine, ni bilo Taylorja, ni bilo Bambe na gostovanju v Ljubljani, ponudil je priložnost na klopi in potem tudi na terenu nekaj bodi si mladim novincem, bodi si zelo izkušenemu Žanu Mišelu Seriju, tako da zelo odprto, kritično, negativno kritično je pokomentiral Feđa Dudić kadrovanje v Ljudskem vrtu v zadnjih nekaj prestopnih rokih. Dobro ve Feđa Dudić, kdo je nekako kadroval oziroma kdo je v klubu tisti, ki je odločal o kadrovanju, pa je dejal, ne vem, kdo je kadroval te nogometaše, ampak očitno mnogi med njimi niso primerni, da bi igrali za Maribor, ampak očitno Feđa Dudić ima nekako to zaupanje v bistvu v svoj položaj, v svoj manevrski prostor, ki ga ima trenutno v Mariboru. Če bi bil Feđa Dudić prvi trener Maribora v tej sezoni, ne vem, če bi si te besede privoščil, ker pa je že 3. stalni in skupno 4. trener Maribora v tej sezoni, pa seveda zdaj Maribor si ne more v nedogled privoščiti, da bi menjaval trenerje, kot verjetno tudi ne Ljubljanska Olimpija. Tako da Feđa Dudić je očitno dobil nekako zaupanje z najvišje inštance mariborske oziroma tiste iz Carigrada, tako da videli bomo, v kolikšni meri mu bo tudi dovoljeno in v kolikšni meri bo Maribor sploh lahko v zimskem prestopnem roku prenovil to svojo ekipo. Je pa, če se lahko samo še en svoj mali kotiček za pritoževanje privoščim, kot že pred nekaj epizodami. Videl sem, da je bila tekma Bravo Maribor označena kot derbi kroga. Ne. Derbi kroga je en izraz, ki se ga jaz kar moram reči, da izogibam. Se mi zdi, da je ena taka domislica, morda ne samo slovenskega, ampak malce širšega športnega žurnalizma, ki nekako v krogu, v katerem ni derbijev, želimo izpostaviti kakšno tekmo in potem rečemo, da je derbi kroga, čeprav derbi je po definiciji seveda dvoboj med starima športnima rivaloma, ponavadi tudi lokalnima, tako da Bravo ne igra nobenih derbijev, s tem mislim, da se lahko vsi strinjamo, tako da dvoboj Brava in Maribora gotovo ni noben derbi. Ne. Lahko je izpostavljena ali pa najbolj zanimiva tekma kroga. Pa še to vprašanje, če je bila. Ne, če pozabimo na Bonifiko, bi seveda, lahko bila. Mislim, da ima dvoboj Koper, Olimpija, vendarle tudi več tradicije in vsega skupaj. Fran.si pravi, da je derbi odločilno tekmovanje med starima športnima tekmecama, zlasti krajevnima. Finalni krajevni derbi, rezultat derbija v derbiju kroga je šahovska partija končala neodločeno. To je druga opcija, prva pa je dirka plemenskih, jahalnih ali kasaških konj, ki se prireja enkrat letno. Tako da že z tega vidika ne gre, ker igrajo 4-krat letno med seboj. Pa ker igrajo v Stožicah in ne na Tomačev. Oziroma v Šiški. Tomačev zaradi hipodroma. Ja, logično. Sicer to, kar si obrazložil, Marko, je angleška razlaga, tudi originalna derbi vendarle prihaja iz angleščine. Kako se pa izgovori? Dej mi izgovori. Derby.
Derby. Ja. A veš, da sem prej mislil, da so tisti, jaz rečem, a si videl mem? Kak si ti rekel, mim? Mim, ja, mim. Torej, mem, vem, se izgovarja v Mi kaj slovenščini. rečemo, si videl ta meme? Ja, vem, originalno v angleščini pa mim, pa tam ga poznam, tako da rečem zaradi tega mim. Lahko tu vprašam celotno omizje, ne? Seveda. Koliko pa imamo nogometnih derbijev v Sloveniji? Ja, večni, ne. počakamo, mora biti to odločilno Večni tekmovanje med štajerski. starima tekmecama. Štajerski je bil včasih, se mi je, mislim, ja, je Celje, Maribor. To je kakorkoli. derbi, štajerski derbi je, to je več kot Jaz mislim, da je 30 let. Jaz mislim, da je druga največja tekma v Sloveniji, verjetno, tako zgodovinsko, v celotni 30-35-letni zgodovini našega prvenstva Maribor-Mura. Ja, Če bi mogel enega, Jaško verjetno res. ja, če bi mogel drugega izpostaviti, mislim, da je Maribor-Mura. Potem pa derbi, kot si rekel, lokalnih torej, tekmecev, Tu imam jaz par favoritov sicer. Gorica, Primorje bi gotovo sodil zraven. Zdaj je bil Korotan Fužinar. Ja, zdaj je bil tudi Nafta Beltinci sicer ni, ampak V pokalu bo Nafta Nafta Mura. ja, super. Kar se mi zdi, da je bolj, kolikor poznam te prekmurske dinamike navijaške, se mi zdi, da je bolj ta antagonizem na relaciji Sobota-Lendava, kot pa z Beltinci. Ja. Na začetku je bila Mura Beltinci, ampak zato, ker sta bila oba v prvi ligi, pa Nafte nekaj časa ni bilo. Mimo grede V mojem na kraju tekmi. bil kak klub, ne, komad derbi, ne vem. Jaz se ne spomnim sicer teh primorskih, ne, torej obalnih, Izola Koper pravijo, da je derbi. Ja. Primorje, Gorica. In pa Tudi, ja. zasavski derbi naj bi bil bojda zelo velik. Zagorje, derbi. Trbovlje, ne. Ja, Rudar tako pa da- Zagorje. Ja. Mislim, da malo zlorabljamo besedo derbi. Se strinjam, Ja, se pa strinjam. zato se Belokrajinski, Belokrajinski. Tudi, Bela ja. krajina Kolpa. Smo se že v tem podkastu nekajkrat pogovarjali o tem. Morda je kakšnemu derbiju Ljubljanske kotline bolje dodati prestiž Ljubljanske kotline, ker derbi Ja. pač, Se kot pa- omenjamo, bi zlorabljali Sem pa slišal- močno ime. Da. Sem pa slišal, da se tolčejo na tekmi Rače Fram tudi. Aha, ok. Upam, da isti čim manj občini, ja. takih derbijev, kjer se točijo, pa čim več takšnih derbijev, kjer je dober nogomet. Sicer pa ja, torej ta lokalna. Ja, navijaš pa za definicija- klub iz lige, kjer so se včasih huligani pošteno znašali na So se, sami med seboj. nisem bil navdušen, srečen sem, da je tega manj. Pa Olimpija Slovan je bil nekdanji derbi. Da, tudi to. Sicer pa je Franek Trefalt v naši redakciji, ko sem začel delati, vedno bil zelo rigorozen pri teh zadevah. On je pa, kot pri mnogih zadevah, vzel iz nemške leksikologije te izraze in v nemškem torej športnem žurnalizmu, žargonizmu je derbi dvoboj prve in druge ekipe na lestvici. In samo to, ni bilo lokalnega derbija, ni bilo nič, ampak in smo se potem mi, ker smo bili tu malce v dvomih, se odločili nekaj časa, da bomo govorili ne derbi kroga, ampak tekma kroga. Se mi zdi manj tudi čustveno nabit, tekma kroga je lahko marsikaj. Manj pretenciozno. Ja. To. Ja, ampak to, da je prvi proti drugem, je preveč dobesedno. Tako kot recimo, ko rečemo, tudi mi narobe uporabljamo, ne, da si nalijamo čistega vina, ko rečemo, ne vem, v smučanju dvojna zmaga. Ne. To so čarke pravijo, če si nekdo deli prvo mesto, Tako, če ja. je nekdo iz iste države prvi ali in drugi. Ja, Tina Maze je doživela vseldno trojno zmago, ampak ne pa z drugo Slovenko na vodu. Ne, je, ker so bile tri hkrati na prvem mestu. Ja, tako 15-20 delile let so nazaj. si tri. Ja. Ko si- tako, 2002. Še več. Ja. Super, sem mislil, da je bilo še prej, kot je bilo. Sicer je bil vedno tudi Franek rigorozen pri hat-tricku, to smo se že tudi nekajkrat pogovarjali. In je prav šel definicijo mi pokazati v nemškem športnem leksikonu, in tam je pisalo, da če nekdo doseže 3 zadetke zapored v enem ne polčasu, mislim, torej v enem časovnem obdobju, lahko v tretjini, četrtini, torej v košarki. Ne, da bi, mislim, v košarki hat-trickov sicer ne uporabljamo tega izraza, ampak v tem času ne sme nihče drug iz njegove ali druge ekipe doseči zadetek, sicer potem to ni hat-trick. Ja, eni pa pravijo, da je klasični hat-trick leva, desna glavca. Tudi to predvsem na otoku veliko uporabljajo, torej rečejo, da to pa je potem, ne vem, pravi hat-trick oziroma, ne vem, še bolj, ne vem, kaj že resničen ali pa, ampak ja, leva, desna in glava, to je, ja,
hat-trick zvezdico, nekaj še več. Krasna debata. Super. Vse sem slišal nekaj časa nazaj, da najboljši podcasti so tisti, ko se pogovarjaš o nekih zadevah, ampak ko odideš in pol gre diskurs v svojo smer in imaš same te neke zanimive zgodbice, ki te odnaša stran od glavne niti in potem je najbolje. Seveda. Se vračamo zdaj glavni niti. Olimpija ni dobra, pa se nimamo kje zameniti. Ja, gremo zdaj k Olimpiji, ampak smo pa govorili prej o Nafta Beltinci, oziroma Beltinci Nafta, če se ne motim. Več gledalcev je bilo na tej tekmi kot na katerikoli v prvoligaški v tem tednu, še ena je sicer ostala, Domžale Mura. Če bodo Domžale zmagale, se bodo 3 ekipe izenačile z 11 točkami, Primorje ob tej dvojici na dnu lestvice. Sicer pa Boštjan, Olimpija znova izgubila, prejšnji teden je dobro začela, pa potem padla in izgubila proti Domžalam. Tokrat pa slabo začela, ampak bolje nadaljevala, pa potem prejela gol sredi drugega polčasa za 1-0 za Koper. Zadnji oziroma neklasični hat-trick v tej sezoni, edinega je dosegel Diogo Pinto proti Andorcem v kvalifikacijah konferenčne lige. Sicer pa Olimpija, kot da bi igrala pod bremenom, slab je bil prvi polčas na Bonifiki, včeraj ne ena, ne druga ekipa ni upala tvegati, ampak nekako pod bremenom poraza proti Domžalčanom so igrali Ljubljančani, ki niso v Kopru, ki niso dobili že 4 zaporednih tekem, 2 zaporedna poraza. V drugem polčasu pa nekaj menjav Bessoneja, Durdov je prišel tudi na igrišče, bilo je nekaj priložnosti v enem napadu, tako Mitrovski, ki sem že razmišljal, da se je malce navadil slovenskega nogometa po tistem golu proti Domžalam, ampak ni blestev, pa Ačimovič ter 2krat Durdov priložnosti in ravno ob tem takrat Jurišu Ljubljančanov oziroma v boljšem času Olimpije so gol dosegli po izjemni podaji Iličiča. Koprčani, ko je Matando z diagonalnim strelom premagal Dajčarja, ampak tudi kasneje je bila Olimpija nemočna, Koper ni imel več pravih priložnosti, ampak opaziti je bilo, da sta bila vsaj pred koncem tekme na igrišču dolgoletna reprezentančna prijatelja Josip Iličič in Jasmin Kurtič. Boštjan, a bo Bessone dobil zimsko bundo v Olimpiji? Ja, morda, prej sem te poslušal, Jože, ko si razlagal, ker ni prvi trener Olimpije, ampak je 3. do 4. oziroma 3. redni, je možno, da ga bodo še tolerirali v Ljubljani. Ni se izgovarjal, tudi ne po tekmi, razmišljal je, da so bili v primerjavi s tekmo z Domžalami v Kopru dobri, da žoga ni želela v gol, da nekako nogometaši sedaj razumejo vse njegove principe, ampak tista vraževerna nogometna, če ne vlagaš dobro, tudi ne izzoveš sreče, da sem spet pri upravnikih Olimpije in njihovem kadrovanju. Kakovosti ni manjka Ljubljančanom. Brest je bil prvič, pa ne prvi Štajerec, spet kapetan Olimpije in veliko truda, malo kakovosti in sploh pa brez točke Ljubljančani nazaj na celino. Kaj pa Koper pod Zilkovičem? Ja, malce na silo je še videti, da igra, principi so vidni, ampak cuka koperska igra, uredil je obrambo, precej nova obramba Kopra, brez Mittendorferja, z Damjanovičem, ki je bil zelo požrtvovalen v zadnji vrsti, več reda kot pa igrivosti Koprčanov, ampak prejemajo malo golov. Premagali so tako Maribor kot Olimpijo z 1-0 brez prejetega gola, bili potem nekaj slabši na vmesni tekmi z Radomljami, ampak vidi se že pečat spet Zelkoviča, začetek v obrambi, začetek igre pri obrambi in ta vzpostavitev, ampak tudi veliko poškodb, ni bilo Tomija Juriča v napadu, tako da so igrali praktično. Bil je Leo Rimac klasični napadalec, ampak tudi on nekako bolj krilni napadalec kot res tista prava devetka. Tako da Koper začenja pod Zelkovičem kar globoko, ampak z vztrajnostjo, pridnostjo in redom v igri, ravno za voljo tega je ostala zmaga doma.
Preostala tekma v tem krogu, omenili smo danes še Domžale Mura, pa Primorje Radomlje 1-2 končni zid. Kušič je zadev sredi prvega polčasa, Soljanović je na koncu izenačil na 1-1, odločilni gol pa je za goste dosegel Kukovec. Radomlje skupaj z Aluminijem in Olimpijo pri 18 točkah. 17 za vodilnimi Celjani. Skoraj dvakrat manj točk kot vodilno Celje. Drugi polčas. Ja, pa začnimo pri Liverpoolu. Rešili smo te. Ja. Ja, sem slišal, da sem se skrival in zdaj se ne skrivam več, ker je Liverpool zmagal. Celo gola ni prejel in imel tudi malce sreče, kar je ni bilo prav veliko v zadnjih tekmah. Pri prvem golu je Salahu podal vratar Vile Martinez, pri drugem pa je žogo po strelu Gravenbercha se je v bistvu odbila od branilca na poti v gol in prelisičila Martineza. Mislim, da je Vila skušala preveč igrati od zadaj, sicer je zelo lepo, res. Pa ko jim uspe, so tudi prišli do nekaterih priložnosti, ampak Liverpool je imel največ težav v zadnjih tekmah s direktnim nogometom in Vila se ga ni poslužila in na koncu kar suverena zmaga za Liverpool z 2-0. Tako rekoč brez velikih, dragih okrepitev je igral Liverpool na tej tekmi. Ja, lansko skoraj, ne. Ja. Res, torej, edini, ki je bil v prvi postavi od poletnih prišlekov Ekitike, pa še poleti je zasenčil njegov prestop Izaka, torej je Liverpool dobil še dražjo, bolj renomirano špico v napadu, ki pa je bila torej tokrat na klopi. Jaka Biol je začel igrati za Leeds, prva tekma prejšnji teden zmaga proti West Hamu, bil je eden najbolj ocenjenih, najbolj prisoten tudi med vsemi branilci, se mi zdi, največkrat odbil žogo iz kazenskega prostora, dvakrat tudi prestregel žogo, druga tekma pa poraz proti Brightonu. Ni bil najbolje ocenjen, mislim pa, da le pri drugem od 2 golov je bil neposredno udeležen, ko je krilni napadalec Gomez prišel z druge ravni, z drugega plana in švignil mimo njega. Sicer pa je zelo uspešen pri prodajah na tej tekmi 81-86, torej 81 uspešnih od 86 poskusov. Tudi ena lepa diagonalna za najlepšo priložnost Leedsa na tekmi, 5-7 dolge podaje, na prvi tekmi pa 53-57, tako da je v svojih prvih 2 tekmah ligaških za Leeds imel več kot 140 podaj in zgrešil le 9. Jaz sem gledal vrhunce, videl statistiko, je kdo kaj več gledal, videl, opazil pri Jaki Biolu? Jaz priznam, da sem v tem krogu... Da je dobil malo slabšo oceno kot na prvi tekmi, nisem pa gledal tekme. Jaz sem v tem krogu bil nekako zaposlen z 2 drugima tekmama angleške Premier lige. Tudi z drugim slovenskim reprezentantom. Ja, res je, ampak mislim najprej, če o Jaki Biolu spodbudno je, da dobiva minutažo, takšne tekme, kot so proti Brightonu, se v tej ligi absolutno lahko zgodijo. Na koncu koncev je med drugim Manchester Cityjem in pa med 16. Leedsom 8 točk razmika. Res je zgoščena Premier liga, res postaja liga, kjer lahko vsak premaga vsakega in ekipe, razen zdaj Arsenala, po pravilu ne zmagujejo v nekih daljših serijah in super za Jako Biola, da dobiva minutažo. No, super tudi pri Jaki Biolu, samo še to, da ni prišel v prvo postavo zaradi poškodbe, ampak Stravka je poslal na klop, torej Daniel Farke, in namesto njega zdaj postavil v zadnjo vrsto Jako Biola, tako da, kot kaže, je prišlo tudi tu do premika pri izbiri, kdo sta prva štoperja, torej ob Rodonu je zdaj Jaka Biol osrednji štoper Leedsa. Beni Šeško, Jože. Ja, samo še to, Jaka Biol bo pred reprezentančno pauzo igral v gosteh pri Nottinghamu, torej z Leedsom, kar je lepa priložnost znova za kakšno točko. Benjamin Šeško pa, en dober udarec proti Forestu v gosteh, pa 2 situaciji, ko bi verjetno moral bolje reagirati, sploh ob enem sprejemu žoge že v prvem polčasu, ko bi lahko sam stekel proti vratarju, pa se mu je žoga, ko ga je ravno dovolj oviral Murillo, odbila potem proti golmanu Nottingham Foresta, tako da
Ni bil med boljšimi, ni bil najslabši v tej Unitedovi ekipi, je pa res, da seveda počasi bomo morali vendarle reči, da pa je neko spoznavno obdobje, bo počasi mimo. Benjamin Šeško bo moral seveda bodisi z zadetki, asistencami, kar mu je tudi oboje doslej že v neki določeni meri uspelo, več vplivati, več vpliva imeti k igri napadalni Manchester Uniteda. Gledal sem tekmo in bolj kot je šla proti koncu, manj je bil udeležen Benjamin Šeško. Zdaj seveda je seveda tudi tu gre razumeti, ker Nottingham Forest se je po obratu in vodstvu z 2-1 pomaknil precej nazaj. United je napadal na postavljeno obrambo, potem tudi po eni prekinitvi v bistvu zadev, tako da je pa super, da mu Ruben Amorim minutažno gledano zelo zaupa. Bomo pa videli, kako mu bo zaupal že zdaj naslednji teden, ko je dvoboj Tottenhama in Manchester Uniteda, ki sta izenačena pri 17 točkah. Je Tottenham ponavadi v zadnjih tednih doma izgublja in v gosteh zmaguje. Proti Chelsea se ni izkazal. Chelsea je igral, si priigral priložnosti, je na koncu kar razbil Tottenham z 1-0. Zadev pa je tisti napadalec, ki ste ga tudi prejšnji teden omenjali, ko je bil gost navijač Chelsea, Dario Wiesinger, in sicer Joao Pedro je le končal svojo strelsko sušo. Danes igra še Sunderland in če Sunderland danes zmaga, bo po 10 krogih drugi na lestvici. Sunderland z Evertonom. Lepo. Real Madrid ostaja v vodstvu v španski ligi, 5 točk prednosti pred Barso, 7 pred Villarrealom, 8 pred Atletikom, Mbappé 18 golov v tej sezoni, 13 v 11 tekmah La Lige. Erling Haaland mimogrede v zmagi Manchester City znova zadev in je, če upoštevamo tako klub kot reprezentanco, dosegel že 26 golov v tej sezoni, pa smo šele na začetku novembra. Atletico spet ni prejel gola. Jan Oblak, sem bral intervju v World Soccerju, je rekel, da želi z Atletikom osvojiti Ligo prvakov, da je to njegov veliki cilj. 2 obrambi je zbral v zmagi Atletika proti Sevilji s 3-0. Pa gremo še v Nemčijo, in sicer Bayern znova suvereno zmagal. 100% ostaja, in sicer tokrat je ugnal Bayer iz Leverkusena, ki je že zamenjal svojega trenerja. Hjulmand Danec je prišel na klop ekipe iz Leverkusena, Bayern pa je odpočil, ni začel Kejna, Oliseja ali Diasa, pa je že po prvem polčasu vodil s 3-0. Medtem ko pa v Italiji Vanja Milinković-Savić je obranil 11 metrovkov za Napoli, 0-0 proti komu. Še naprej je Napoli neporažen serija od avgusta, gneča pa je na vrhu, le točko ima Napoli prednost pred Romo, Interjem in Milanom. Milan-Roma 1-0. Juve pa je prvič zmagal pod novim trenerjem Lučanom Spallettijem. Tu bi samo še omenil, da so 4 ekipe še v italijanski ligi, ki še nimajo zmage, kar je veliko po 10 krogih. Je res zelo. In da je med njimi Fiorentina, ki je predzadnja. Tako da res kar mizerno stanje slavnega kluba iz Firenc. In še nekaj, Atalanta, mislim, Ivan Jurić, že ko sem slišal, da bo Ivan Jurić trener, se mi je pa zdelo... Pa dobro je začel, sem bil kar presenečen. Izreda postal nered. Ja, ampak glede na tekoč napadalen nogomet, ki si ga igral pred prejšnjim trenerjem, ekipe ne moreš zamenjati, spremeniti nekako tega nekega obraza, ne, v enem prestopnem roku, hkrati si pa pripeljal trenerja, ki je morda res veliko nasprotje tega, česar so bili v Atalanti vajeni. Ne. In to je zdaj ekipa, ki ne vem, na tekmah Atalante pade skoraj da najmanj golov. Mislim, ne ravno najmanj, da ne pretiravam, ampak to več ni ekipa, kjer bi bili neki festivali zadetkov. Ja, niso razigrani, igrajo obrambno, čakajo na proti napade in potem sem nazadnje gledal Atalanto, razen Lukmana, da je dosegel kakšen gol ali pa prišel priložnost.
Imajo pa tudi težavo, ne, kot kar je Retegi šel, nimajo več tako odličnega špice. Ne. Ta Nikola Krstovič, mislim, da je dosegel samo 2 zadetka v celi sezoni, tudi Ademola Lukman, ko je izsiljeval prestop, pa se je kregal še z Gasperinjem, zdaj počasi prihaja nazaj, tudi on je samo pri enem golu, tako da imajo težave, nekajkrat sem jo podrobno gledal, imajo težave predvsem z realizacijo. Vse nasploh je italijanska liga, ne, če pogledaš lestvico strelcev, Calhanoglu in Orsolini sta na vrhu s 5 goli po torej 10 odigranih krogih, za razliko od, ne vem, Španije, Anglije, tudi Nemčije, ni izrazitega strelca ali pa 2. In tudi, ko greš gledat po teh kadrih italijanske lige, ne, kdo bi pa lahko tu dosegel do zdaj 15 golov. Ne? Se mislim, da je bil zelo poveden prestop De Bruyneja letos. Italijanska liga je zdaj postala malce tudi odložišče za igralce, ki niso več v svojem, za tiste iz najvišje špice, ki niso več v svojem zenitu, ampak so De Bruyne, Modrić. Ali na poti gor, ali pa na poti dol. Ja. Modrić, super primer tudi. Ne? Drugače pa si zapomnite ime Eta Ejong, Kamerunec, 22-letni Levante. Januarja bo zanesljivo prestopil. Morda tudi v Premier Ligo, City, United, vsi so vroči, Arsenal, Real, Barca, vsi ga gledajo. Super. V Ligi prvakov pa 3 zanimive tekme ta konec tedna, oziroma ne konec tedna, kar sredi tedna, takrat, ko se ponovadi igra Liga prvakov. Bayern, PSG, Liverpool, Real Madrid, obe tekmi v torek, v sredo pa Manchester City, Dortmund. Sodnikov dodatek. Gremo k kvizu. Marko, 2 vprašanje imaš pripravljene. Dobrodošli v kvizu. Včeraj sem se po telefonu pogovarjal z nekdanjim vratarjem Nejcem Vidmarjem, ki v prvi ligi drži rekord po številu zaporednih minut, ko ni prejel gola. Kar 1002 minuti je trajal ta niz, ampak vsega lepega enkrat konec in tudi ta niz se je torej prekinil. Kdo je zadev takrat domžalsko mrežo in prekinil Vidmarjev niz nepremaganosti? A klub ali igralec? Igralec in klub. Dodatna točka klub. A je bila Olimpija? Ne bomo šli tako, Boštjan, ker jih boš zdaj naštel 12 in bomo pri 13. uganili. Gremo k igralcem. Igralcem, prav. Jaz se ne spomnim. Ampak če je igral za Domžale... Katerega leta je bilo to? To je bilo verjetno 14. Tam nekje, on je igral za Domžale med, bi rekel, 10 pa 5. On ta prvi naslov pri Novi Olimpiji ni osvojil, ta drugega pa mislim, da že je. Ugibam zdaj. To je bilo, recimo med 10 pa 16. A je strelec še aktiven nogometaš? Še aktiven nogometaš. To se je zgodilo septembra leta 2014. 14. septembra 2014. In aktiven nogometaš, torej takrat je bil zelo, zelo mlad. Se pravi, ko je dosegel tisti gol, je igral kot posojen nogometaš kluba, za katerega je zadev. To v Sloveniji sicer ne zapre vrat prav zelo močno. V prvi ligi je na 13 nastopih dosegel 2 gola. Torej ni bil dolgo. V celotni karieri. Ja, v celotni karieri. Torej je tuj igralec. 13-2. Pa nekdo, ki je bil verjetno, si predstavljam, dober. Ne? Ker, ali pa zelo kratek čas v prvi ligi. Ja. Pa torej verjetno vezist ali... Po igranju v slovenskem prvenstvu se je za 3 leta preselil izven Evrope. Ko pa se je vrnil v Evropo, pa je osvojil 4 naslove državnega prvaka. V katerem... Mislav Oršič ugiba Vjeko? Vjekoslav Mikez. Vjeko se gre zraven? Ja, vedno se gre zraven. Samo jaz slišim. Mislav Oršič je pravilen odgovor, bravo Vjeko. Vjeko. Res je, že zadnjič je Vjeko vedel odgovor na kviz, tako da čestitke Vjeko. Vjekoslav Mikez, torej tehnik, ki skrbi, da nas slišite in da gre ta podcast v svet. Drugo vprašanje. Ostali namigi so bili, samo to še. Lani je bil prvak s svojim klubom, igral v Ligi prvakov, ker je član Pafosa. Za hrvaško reprezentanco na 27 tekmah dosegel 2 gola, zabil je Chelsea in Tottenhamu in obakrat sta njegova gola s klopi odnesla trenerja, tako Tomasa Tuchla kot Joseja Mourinha. Veko se veseli, dvignjene roke ima tudi zato, ker ima rad Dinamo in ravno pri Dinamo je Mislav Oršič pustil zelo globok pečat.
Če bi pa vedel, da bo Vjeko danes skrbel za naš zvok. Potem ne pa bi bilo tega Zagrebčanov. vprašanja. Ne. Drugič mi prej povejte, prosim, zdaj vidim, da nimam samo 3 tekmecev. Okay. Vjeko pravi, vidimo da naslednje od Zajca vprašanje. naprej pozna vse. Drugo vprašanje. Je že Zdaj pa prišel do naslednje Cerina, potem bo verjetno Deverič in ostali še naprej. Ko je Anglija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo septembra v Beogradu spet proti 0 premagala Srbijo. To sem jaz želel zastaviti. A si 4-4-2 bral? Okay, pa se ti Ne, jaz se ne bom šel. Neverjetno. Okay. Torej, samo da obrazložim, preden boš prišel k vprašanju. Jaz sem bil... shit! Ne bom zastavil vprašanja. Pa Vjeko ve odgovor, tako da boste samo za, to bo samo za Boštjana in za Jožeta. Jože, čestitam za zmago. Ne, nič ne vem. Še ne vemo, ampak torej, sem bil na poti in vedno, ko sem na poti in imam možnost, kupim 442 torej, nekje na enem letališču in sem ga tokrat kupil, super kvize imajo in sem prav šel skozi kviz in sem si rekel, katero vprašanje bi pa bilo zanimivo in to je bilo res najbolj zanimivo. Ja. Marko, izvoli, kakšno je vprašanje? Jaz sem ga v Dublinu kupil, ko smo bili s Celjem. Super. Okay. Izvoli. Ko je Anglija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo septembra v Beogradu spet proti 0 premagala Srbijo, je za reprezentanco 3 levov enega od 5 golov dosegel Noni Madueke. S tem je postal prvi igralec, ki je zadel za Anglijo in ima v svojem imenu in priimku vseh 5 samoglasnikov. Kdo je bil zadnji takšen pred njimi iz angleške reprezentance? A ni super vprašanje? Je super vprašanje in spomin mi pravi, da so mi algoritmi na enem družbenem omrežju pred nekaj časa to vprašanje pokazali In sicer? in nisem si zapomnil odgovora. Okay. Dobro. Jaz imam Zdaj en bi samo še Boštjan ostal. dober namig imam, in sicer, da ima ta igralec 2 imeni, po drugem ga ne poznamo, ga skoraj nikoli ne uporabljamo, obe imeni pa je dobil po 2 članih Beatlov. Aha. Torej John Paul. Ringo. Moj namig, George. moj prvi namig je, običajno imajo ljudje v zgornji vrsti med podočniki 4 sekalce. On ima 2 več in njegovi zobje so sestavljeni iz 6 sekalcev, kot pri volkih ali medvedih. To, super, zanimivo, nisem vedel. Pazi tale namig. Ko so ga pred operacijo vprašali po narodnosti, je odgovoril anglikanska cerkev. Bil je zelo uspešen na koncu prejšnjega stoletja, tisočletja, igral še nekaj tudi v tem stoletju, tisočletju, ampak ne prav veliko. Poznamo ga predvsem po koncu, torej po igranju konec 80-ih in v 90-ih. A veš, kaj me presenetilo? Da je dosegel samo 1 gol na velikih tekmovanjih, na svetovnih in evropskih prvenstvih. In dosegel je tistega. Ja, ok, se mi zdi, da vem. Povej. Paul Gascoigne. Paul Gascoigne, Bravo! pravilni odgovor. Šel sem čez vse samoglasnike. Pola Gascoigna bi lahko prišli, pa tudi po kakšni drugi liniji. Tudi po drugi liniji. Vjeko je mislil, da je Zvone Boban. Premalo Cico Kranjčar. samoglasnikov. Premalo samoglasnikov. Zvonimir. Ja, Igor Cvitanović pravi, Igor Cvitanović. Umanka. Ampak super vprašanje. Navdušen sem, Marko, da sva pač dobro imela isti vir, ampak oba 25 vprašanj imajo na voljo vedno. Pa to je da so noro. Jaz sem isto kar šipnil, vprašanje. ko si mi povedal, da imamo istega. Pa to je Isto noro, vprašanje, isto vprašanje so izpostavili, res super, super, navdušen. Hvala Marko, hvala Jože, hvala Boštjan, hvala Vjeko, hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili znova z nami v podkastu Žoga je okrogla. Naslednjič gost San Konjevič, ki bo torej v ponedeljek z nami, trenira. Danes ima tekmo Azijske lige prvakov proti iraškemu Al-Shorta, igra Traktor. Al-Shorta je pa iraški policijski klub. On pa trenira v Iranu in nam bo povedal, kakšne so njegove izkušnje treniranja ekipe v iranski ligi. Se slišimo takrat. Uživajte. Ne, bom še enkrat, sam zaključek vsega. Sam zaključek. Se slišimo takrat, uživajte, se slišimo, ne moramo več. Uživajte. Se čujemo. Ja.
Uživajte, se slišimo.